Prav lepo pozdravljeni vsi, ki nas spremljate prek Zooma ali prek prenosa na naši Facebook strani. V okviru dnevov enakosti spola na Filozofski fakulteti se bomo danes ozrli v preteklost, bližnjo preteklost. Moje ime je Irina Samide in skupaj s protagonistkami tedanjega časa bomo skušali osvetliti čas pred natanko četrt stoletja. Čas, v katerem je nastajal in nastal prvi slovenski podiplomski študijski program s področja ženskih študij in feministične teorije. Preden pa dam besedo svojim eminentnim gostjem, bi povabila dekana Filozofske fakultete, profesorja doktorja Romana Kuharja, da pove nekaj pozdravnih besed. Hvala lepa, spoštovane gostje, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi in vsi drugi, ki nas spremljate prek Zooma ali Facebooka. Dobrodošli v virtualnem prostoru Filozofske fakultete. Ko je senat naše fakultete lansko leto sprejel načrt za uveljavljanje enakosti spolov, načrt, ki ga zdaj sprejemajo tudi druge univerze, ker ga Evropska komisija postavlja kot pogoj za pripravo in prijavo na okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje Evropa, ko smo torej na fakulteti pred vsemi univerzami v Sloveniji orali to ledino, si verjetno nismo domišljali, da bo v kratkem to vprašanje postalo eno od osrednjih vprašanj, s katerim se je v delčku 5-minutne medijske pozornosti ukvarjala celotna Slovenija in nenazadnje tudi politika. Prav danes dopoldne sem bil na sestanku na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, na katerem pripravljajo analizo stanja glede pravilnikov o preprečevanju spolnega nasilja v visokošolskem prostoru. Na Filozofski fakulteti smo glede tega lahko dober zgled. Čeprav stvari tudi pri nas in na Univerzi v Ljubljani še niso urejene tako, kot bi lahko bile. Ampak pomemben del zahvale za to prednost, ki jo imamo, gre tudi dolgoletnemu raziskovalnemu in pedagoškemu delu, ki je povezano z ukvarjanjem z vprašanjem spolov, s feministično teorijo, ženskimi študijami in tako naprej. Vse to, kar od 90-ih naprej sistematično gojimo na Filozofski fakulteti. Tiste, ki ste bile pionirke na tem področju in tisti, ki razvoj tega področja spremljamo od strani, imamo morda včasih občutek, da smo zdaj pa vendarle že dosegli neko stopnjo razumevanja lepljivih tal, prozornih stropov in tudi drugih vidikov enakosti oziroma neenakosti. Ampak prav ta zadnja razprava je pokazala, kako je ponovno treba pojasnjevati, da enakopravnost ni enako kot enakost, da enakost ni istost in da obstajajo spoli tudi prek binarnega spolnega sistema. Prizadevanja za enakost spolov so bila vedno soočena z opozicijo, le da današnja neokonzervativna opozicija uporablja nove, sodobne, bolj prefinjene in pogosto v govorico človekovih pravic zavite pristope, ki navzven morda delujejo, kot da zagovarjajo enake možnosti za vse, v resnici pa branijo stare patriarhalne utrdbe. Zato zagotovo potrebujemo strokovne razprave, poglobljeno raziskovanje in znanstveno ukvarjanje s spolom in mehanizmi izključevanja. Veseli me, da bo današnja okrogla miza reflektirala začetke teh procesov na Filozofski fakulteti, saj prihodnost, ki bo vključevalna za vse, lahko gradimo le tako, da dobro razumemo in poznamo tudi preteklost. Želim vam uspešno razpravo. Najlepša hvala, gospod dekan, za vaše besede, za vašo podporo in seveda tudi za umestitev v to aktualno problematiko, tako da vidimo, da kljub temu, da govorimo o preteklosti, pravzaprav zelo zarežemo v sedanjost. Zdaj pa mi dovolite, da vam predstavim današnje gostje, ki se nam bodo pridružile vsaka iz svoje lastne sobe. Že vnaprej ne se vam opravičim, ker bom lahko omenila zgolj drobec njihove res bogate, znanstvene, strokovne, pedagoške, družbeno-kritične, družbeno angažirane ter seveda tudi ustvarjalne poti. Z nami je najprej zaslužna profesorica Neva Šlibar, doktorica literarnih ved, dolgoletna gonilna in ustvarjalna sila oddelka za germanistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki je, in to mogoče v kontekstu današnje tematike verjetno niti ni nepomembno, leta 1997 postala prodekanja za študijske zadeve in 5 let kasneje dekanja. Dejansko je bila po Almi Sodnik šele druga dekanja Filozofske fakultete.
Doktorica Neva Šlibar se že vrsto let ukvarja z nemško književnostjo, literarno teorijo in je v študiji tako na dodiplomski kot potem na podiplomski ravni vedno vpeljala vrsto sodobnih metod, teoretskih vprašanj. Poleg najsodobnejše književnosti in recimo literarne didaktike v okviru pouka tujega jezika je seveda vpeljala tudi govorjenje o ženski pisavi, o literaturi avtoric, nasploh vprašanje literarnega kanona, feministično literarno vedo, življenjepisni diskurs in še bi lahko naštevali. Bila je tudi uradna koordinatorica študijskega programa, o katerem bomo danes govorile, in je skupaj s kolegicama izvajala več predmetov v okviru tega programa. Bila je dragocena mentorica številnim generacijam in prav vsem svojim študentom in študentkam je na neki točki študijskega procesa prenesla pomen lastne sobe, Virginia Woolf. Spoštovana profesorica Šlibar, draga Neva, prav lepo pozdravljena. Tudi jaz vas lepo pozdravljam in mi je kar nerodno ob teh besedah, tako da te prosim, da kar nadaljuješ. Predstavim naslednja gostja. Z nami je redna profesorica, doktorica filozofije Eva D. Bahovec, ki se znanstveno-raziskovalno in pedagoško ukvarja zlasti s teoretsko psihoanalizo, filozofijo, feminizmom, strukturalizmom in poststrukturalizmom, pa še marsičem. Je častna predsednica Mesta žensk in posveča v tem kontekstu veliko pozornost razvoju feministične teorije v razmerju do feminističnih umetniških diskurs in tudi seveda praks. Bila je urednica založbe in revije Delta, ki je, kot je sama povedala v intervjuju s Silvijo Žnidar v reviji Literatura, izhajala srečnih 13 let. Verjetno vemo, da gre za revijo za ženske študije in feministično teorijo. Je članica Društva za teoretsko psihoanalizo, izdala je res vrsto publikacij, razprav, prevodov, člankov, je neumorna raziskovalka in velika navdihovalka, pa tudi tista, zaradi katere Slovenke in Slovenci malce bolje poznamo, Simone de Beauvoir. Profesorica Eva Bahovec, draga Eva, lepo pozdravljena. Kjeva. Se slišimo? Ja, dober dan, dobro. Opravičujem se za ta zaplet. Najlepša hvala za izredno prijazno povabilo. Tudi meni je kar nerodno zaradi tega uvoda, tako da bi se pridružila Nevi. Gremo naprej, a ne tako. And last but not least bomo rekli, je z nami profesorica doktorica Milica Antić Gaber, sociologinja z oddelka za sociologijo Filozofske fakultete. Ona je tista, ki je v študijske programe na oddelku za sociologijo vpeljala številne teme in vsebine povezane s spolom, ženskami v politiki, spolom in migracijami. Je tudi aktualna koordinatorica programa študij spola v okviru interdisciplinarnega doktorskega študija. Koordinirala je in še vedno koordinira vrsto raziskovalnih projektov, povezanih s feministično politično teorijo, državljanstvom in spolom in nasiljem. Je avtorica vrste monografij, zbornikov, člankov, razprav, članica vrste uredništev, organizacijskih odborov, navdihujoča mentorica številnih diplomskih, magistrskih, doktorskih nalog in obenem tista, ki nas na Filozofski fakulteti vedno znova senzibilizira za določena vprašanja in prevprašuje prakse, ki so se nam morda do včeraj zdele še samoumevne. Profesorica Antić Gaber, draga Milica, lepo pozdravljena. Dober dan, da ne ponavljam, kako mi je nerodno, bom tudi jaz rekla, da dober dan, hvala lepa in prepuščam besedo nazaj Ireni. Današnji pogovor smo si zamislili zelo sproščeno, seveda imamo pripravljenih nekaj vprašanj, na katere bodo naše gostje odgovarjale, se spominjale, seveda ste pa tudi vsi ostali prisrčno vabljeni, da se vključite v razpravo, postavite morda kakšno vprašanje tu in tam, omenite kakšno stvar, tudi chat imamo seveda v tem Zoomu, kjer se lahko še kakšno vprašanje pove, na katerega potem opozorimo v nadaljevanju. Torej, zdaj pa gremo res četrt stoletja nazaj. Če govorimo o podiplomskem študijskem programu z naslovom Ženske študije in feministična teorija, se začel izvajati v letu 1997 in 1998. Dejansko so se te težnje po institucionalizaciji vprašanja spola, žensk, pojavljale seveda že prej. Milica, ti si se precej ukvarjala z tem vprašanjem na tej akademski raziskovalni ravni. Kako bi recimo rekla, v kolikšni meri je Slovenija dejansko tukaj sledila nekim tem svetovnim, evropskim trendom?
Hvala za to vprašanje, ampak jaz bi si dovolila nekaj, preden začnem odgovarjati. In sicer včeraj nas je, najverjetneje vsi vemo, ali pa večina nas, pretresla žalostna novica, da je preminula do sedaj edina rektorica Univerze v Ljubljani, profesorica Andreja Kocijančič. Kolikor se spomnim, je v času, ko smo mi prijavljali naš program, prav ona vodila komisijo, na koncu katere je pač bil ta naš program sprejet, upam, da se ne motim. Čeprav vem, da je postopek se dolgo časa vlekel in moji sogovornici boste o tem verjetno veliko več vedeli, verjamem, da je prav to dejstvo, da je postopek vodila ženska, vodilo k njenemu srečnemu koncu, bom tako rekla. In kot rečeno, upam, da se ne motim, vem pa, da je prav, da se vsaj prvi rektorici Univerze v Ljubljani vsaj na ta način poklonimo njenemu spominu. Zdaj pa k vprašanju. Rekla bi tako, da je vedno treba pogledati kontekst, ne? In če pogledam kontekst, je treba videti to, da recimo v državah, kjer so se ženske študije in feministična teorija pojavile prej, so države, kjer so ženske imele veliko manj pravic, kot smo jih recimo imele mi v socialistični Jugoslaviji in Sloveniji. Treba je reči, odkrito, da smo imele dobro urejeno socialno politiko, kar nekaj pravic iz tega naslova, kar zadeva ekonomske pravice, mislim, da so bile dobro urejene, seveda ni bilo tako velike politične pluralizacije, kot so jo imele kolegice bom rekla, v kapitalističnem svetu. Ampak prav v tem kapitalističnem svetu je bilo torej veliko več problemov in težav, ki jih je bilo treba nasloviti, in tudi seveda veliko nekaj več organiziranja v civilni družbi ženskih organizacij in feminističnih recimo skupin, ki so zahtevale uvedbo določenih programov in predmetov v študijski proces. To se je recimo v Ameriki dogajalo že konec 60-ih let, v Evropi potem konec 70-ih let. No, pri nas je ta razcvet nekako razcvet teh gibanj in zahtev in organiziran beležimo tam v 80-ih letih, ko nekateri še vedno govorimo, ki smo takrat živeli, da so to najlepša leta našega življenja, ko se je marsikaj dalo narediti, ko se je marsikaj dalo zorganizirati, ko se je družba nekoliko, bom rekla, politika nekoliko razrahljala, nastajale so različne, tudi pri nas v Sloveniji, sicer majhne, feministične skupine, ki so delovale na različne načine in na različnih segmentih opozarjale na enakost ženskih in moških, recimo pojavljali, vem, da se mislim, da 84. leta organizirala ženska sekcija v sociološkem društvu, so nastale majhne skupine, v katerih smo bile tudi mi nekatere članice teh skupin. In nekako je to vse skupaj privedlo do tega, da bi bilo dobro, da bi tudi mi imeli v naših programih, naših študijskih programih, na naših univerzah, kakšne od teh torej predmetov. Seveda smo nekako bile povezane tudi z tujino, recimo, ne vem, jaz sem imela nek vpogled v to, kaj se dogaja v Angliji, Neva in Neva v drugih državah. Tako da nekako je prišlo do večplastnega prekrivanja, povezovanja, širjenja idej in to je potem nekako rezultiralo v tem, da smo pač nekoliko kasneje, pa vendarle bi rekla med prvimi državami v tej regiji uvedle na univerzitetni stopnji tak študijski program. Drugod so se ti študiji pojavljali izven univerz, in so tam tudi kar dolgo časa ostali. Mi smo pa uspeli to spraviti na univerzo.
Hvala lepa, ker si ravno osvetlila oziroma začela osvetljevati to družbeno klimo, družbeno-politično klimo, ki je dejansko omogočila vznik in nastanek tega programa. Dajmo se mogoče nekaj minut zadržati pri tem. Kakšni so vaši spomini, se pravi, na tisto obdobje? Kaj je bilo dejansko tisto, kar je omogočilo potem nastanek tega programa? Vse ste bile tudi nekakšne aktivistke, bi lahko rekli, a ne? Morda Eva za začetek, pa potem še Neva. Ne, prosim, Eva, kar ti dej, ker jaz tudi tukaj zelo se lovim, nekako se ne spomnim prav dobro. Ja, najlepša hvala najprej Milici za ta izčrpen uvod. Morda bi dodala še neko širšo perspektivo, glede na to, da sem formirana kot filozof. To bi bila perspektiva padca Berlinskega zidu oziroma konca 20. stoletja, kot bi ga zgodovinar Eric Hobsbawm umestil v ta čas padca Berlinskega zidu, kratko stoletje od Prve svetovne vojne do padca Berlinskega zidu. In tu seveda nadaljujem tisto, kar je načela že Milica. Veliko razliko, kar zadeva položaj žensk v prejšnjem socialističnem obdobju in tistim, kar se je zgodilo po padcu Berlinskega zidu. Zato smo takrat tako intenzivno se začeli ukvarjati s tem. Pa ne zaradi tega, ker bi bili en korak zadaj za tako imenovanim Zahodom, ampak zaradi tega, ker je takrat to postalo aktualno. Začelo se je s tem, da so nam oporekali pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otroka, želeli so to izbrisati iz ustave in še marsikaj drugega, kar je bilo s tem povezano. Tako da je pravzaprav ta čas, zgodnja 90. leta, tisti, v okviru katerega mislim, da moramo razmišljati tudi o tem našem študiju. Torej, to je čas, ko smo se tudi skupaj zavzemali in pripravljali programe za skupščinsko komisijo za žensko politiko, v nadaljevanju urad za žensko politiko. V tem okviru se je pojavila tudi ideja o feminističnem obratu k kulturi, Feminist Turn to Culture, in je tako nastal festival Mesto žensk. In seveda začeli smo z intenzivnim oziroma nadaljevali z intenzivnim izdajanjem na tem področju in predvsem uvedbo prav v institucionalni prostor, akademski prostor na univerzo. Tudi to je Milica že omenila, da je bilo to pri nas morda nekoliko drugače kot v sosednjih republikah in področjih oziroma območjih, ker se je po večini, recimo na Hrvaškem, v Zagrebu, v Novem Sadu in tako naprej, to področje poučevanja organiziralo v okviru centrov za ženske študije, ki niso bili del univerzitetnega sistema. Tako da tu je neka posebnost in o tem bo verjetno še več povedala Neva, ki je bila koordinatorica tega programa in tudi naša druga dekanja, čeprav razumem te številke. Je to dejstvo, da si ti bila takrat prodekana za študijske zadeve, kaj pomagalo pri samem tem uveljavljanju tega programa, se pravi pri samem tem akreditacijskem postopku seveda? Mislim, da gre tukaj za prekrižanje, ravno križanje časa. Ko smo sprejemali ta program, nisem bila še prodekanja. Bila sem v obeh komisijah, očitno po podatkih, ki smo jih zdaj izbrskali, in sicer tako v komisiji na fakulteti, kot tudi na univerzitetni komisiji za podiplomski in doktorski študij. Tam na univerzi sem bila več let in moram reči, da se zelo trudim zadnje čase, da bi se spomnila, kako je pravzaprav postopek potekal, in sem imela tam marsikatero tudi bridko izkušnjo, ampak prav v zvezi z našim programom pa nimam nobenih spominov na kakšno zelo neprijetno situacijo, ker mislim, da smo stvar res kar dobro
dobro pripravile in kakšnega velikega, kakšno veliko nasprotovanje se ne spomnim, da bi pravzaprav, da ni pravzaprav prišlo. Je pa res, da je vedno humanistika bila malce v posmeh naravoslovcem. Bolj je bil ta problem humanistika nasproti naravoslovju, kot pravzaprav konkretno pri tem programu, oziroma se tega ne spomnim. Pa bi me zanimale te osebne izkušnje. Veliko namreč jih poroča, v bistvu tem raziskovalki, ki se ukvarjajo s tem, da so jim recimo moški kolegi očitali, da se gredo neresne teme, da konec koncev so doslej mislili, da so resne raziskovalke, pa čim stopijo na področje ženskih študij, feminizma, jih morda začnejo malce drugače gledati. Feminizem verjetno ima tudi še danes vendarle malce bolj negativen prizvok. Zanima me, kako je recimo bilo takrat, mogoče še tudi pri obeh drugih, se pravi pri Evi in Milici, imate kakšne spomine na te čase, se pravi, ko se je dejansko začelo to akreditirati ta program, kakšne so bile reakcije recimo kolegov, kolegic? Mogoče, če jaz se vključim in dodam nekaj, kar se mi zdi, da je pojasnjuje, skratka, kako prav ta kompleksna in situacija 90-ih let, kjer se je Slovenija kot država odpirala, liberalizirala, pogledovala po Evropi in tako naprej. To je en vidik, ki je najverjetneje vplival na to, da se je morda drugače začelo gledati na ta vprašanja. Ampak meni se zdi, da je tudi ta sklop okoliščin, recimo, da je bila Neva v neki instituciji, kot je Filozofska fakulteta, ki je pred enim letom praznovala 100 let, torej, da je poznala institucijo, da je poznala noter pravila igre, kako potekajo, da je poznala te relacije, univerza, fakulteta in tako naprej. To njeno poznavanje se mi zdi, da je zelo pomembno vplivalo, ampak sklop vsega tega, potem to, da je Eva, bi rekla že takrat, bila močna teoretičarka, filozofinja, formirana raziskovalka in tako naprej, ki je tudi poznala ogromno, bom rekla, njeno poznavanje je bilo široko na tem področju. In morda ta moja neka zagnanost, ko sem prišla iz Anglije, po drugem mojem obisku spoznala nekaj res eminentnih takratnih feministk, teoretičar, kot so Lynn Siegel, Denise Riley, potem Sheila Rowbottom recimo, da smo prinesli da je ta splet okoliščin, se mi zdi, morda bil eno tisto močno zagotovilo in vztrajnost naša vseh treh, da smo skratka ta program spravile skozi. Jaz moram priznati, da kot prej sem razlagala v ožjem krogu, da nisem bila mlada raziskovalka takrat na oddelku, ampak raziskovalka za pretok. Za pretok, ker je bilo mišljeno, da bom pač naredila doktorat in potem se bom vrnila, od koder sem prišla, to je bila srednja šola, ampak jaz se tja nisem mogla vrniti, ker nisem imela več prostora za mene. Tako da sem bila nekaj časa po doktoratu celo brezposelna. Ampak ne gre za to, hočem reči, da na oddelku sem imela podporo in verjamem, da je bilo tako tudi na nekaterih drugih oddelkih. Recimo, veliko podporo mi je takrat nudil Iztok Saksida Saks, ki me je pravzaprav povabil, in je bil zelo odprt za ta vprašanja, organiziral te odprte seminarje in tako naprej. Hočem reči, takrat je bila ena taka bolj sproščena situacija, ki je dovoljevala marsikaj in mislim, da smo mi to izkoristili. In hkrati seveda, čeprav razumem dejansko visok profesionalizem, kompetence in pa seveda tudi določena literatura, ki ste jo seveda že prej izdajale, Milica, mogoče pokaži, pri sebi imaš neke publikacije, ki so išle v teh 90-ih letih, ki so seveda vse predstavljale neko podstat za kasnejši študij, doktorski študij. To je Eva že omenjala, ta publikacija je nastala ob protestih proti ukinitvi 55. člena ustave. Tale publikacija je nastala po prvem workshopu, smo takrat imenovali ženske študije oziroma Gender Studies 91. Potem je tukaj publikacija
Spol Ž, pa posebna številka še ena časopisa za kritiko znanosti, Mary Wollstonecraft. Skratka, kar nekaj tega je šlo, poleg Delte, ki jo je že omenila prej Eva, ki je začela, mislim, da 95, če se spomnim, izhajati. Ja, se pravi, Kartina, Delta, to so tudi, bom rekla, tam smo črpali tudi literaturo, oziroma same pravzaprav predlagale tudi prevode in tudi bdele nad njimi, da smo imeli to neko začetno literaturo tudi za naše študentke. Tako. In zdaj smo prišli do tega, se pravi dejansko ta program je sprejet. Bi rada nekaj rekla? Neva, hvala lepa, ja. Hotela sem samo dodati še to, da pravzaprav vsebine, feministične vsebine in vsebine recimo torej avtorice sem lahko jaz obravnavala tako rekoč brez kakšnih težav, nihče ni imel ničesar proti, da smo vključevali te vsebine že prej v 80-ih letih še v naša predavanja, tako da tukaj smo imeli kar precej prostih rok. In smo lahko dejansko vnesle, tudi če recimo predavanje se ni glasilo avtorice, ampak tako rekoč v redna predavanja sem lahko že vključila neke vsebine in tudi ugotavljala recimo diference, to, kar je recimo Milica rekla, to je in Eva tudi potem poudarila. Prav ta razlika med našo situacijo in situacijo potem na tako imenovanem Zahodu, a ne, kjer smo seveda se seznanjali in prebirali to feministično literaturo. To je bil tudi eno tako pomembno vodilo, ker smo si želeli, da bi svoj pogled, torej pogled, tako rekoč slovenski pogled, drugačen pogled vnesle v te vsebine. Tako da stvar je resnično tudi danes, mislim, da malce podcenjena iz določenih zornih kotov, da se ne vidi specifiko, ki smo jo imeli recimo še v jugoslovanskem sistemu in tudi na vzhodu, zdaj pravijo Zahodni Balkan in tako naprej. Tako da mislim, da to je tudi še eno področje, to bi bil en del vizije, ki bi jo morali tudi izpeljati, da bi tudi to malce bolj osvetlili. Ampak bistveno je, da priprave so se dogajale že v 80-ih letih in v 90-ih je bila, tako kot ste rekla, je bila situacija prava, da smo potem lahko šli v nekaj, kar je bilo novo, ker smo res 3 oddelke se povezali. Tega pa na tak način ni bilo prej možno. Nekako nam je to uspelo in to se mi zdi, da je tudi spet ena stvar, ki bi jo morali rešiti za prihodnost. Zagotovo. Povezovanje 3 oddelkov, 3 močne ženske, vsaka čast. Eva bi rada še nekaj povedala. Ja, morda pa res še nekaj o tem, o čemer smo ravnokar razpravljali. Situacija je zelo kompleksna in vsekakor se moramo izogniti tej ideji, da ne rečem ideologiji, da smo imeli nek proliferiran zahodni feminizem in potem nek državni feminizem pri nas od zgoraj navzdol in potem po padcu Berlinskega zidu je vse dobro prišlo z zahoda na vzhod. To je, se mi zdi izredno pomembno, zaradi tega, ker smo imeli lastno teoretsko produkcijo, ne nazadnje v širšem evropskem, morda še širšem merilu, lastno filozofsko produkcijo, humanistično produkcijo, povezovanje Marxa in Freuda, Zagrebško revijo v praksi, Korčulansko šolo in tako naprej. Vse to je ozadje, o katerem govorimo. In če smo že omenili razne publikacije in tako naprej, ja bi dodala še to, da že veliko prej smo začeli z posebnimi feminističnimi številkami revije Problemov, ki je bila takrat izredno odprta in tudi, kot je Milica že omenila, časopis za kritiko znanosti. Se pa spomnim, Milica, ne vem, če se boš ti spomnila, ne, ko smo se šli na ČKZ pogovarjati o tele številke od ženskih študij k feministični teoriji, tu že imamo to dikcijo ženska študija feministična teorija, ne, so nam rekli, ja seveda, lahko dobite številko, ne, celo številko, ne samo tematski sklop.
pozneje so nas omejili na tematske sklope. Ampak, če se odpoveste honorarjem. In mi seveda sploh nismo računali na kakršne koli honorarje, sploh si nismo držali pomisliti. In nam je bilo to še toliko bolj všeč, ne Milica? Ja, zdaj, če smem nadaljevati tukaj, ker je Eva, samo zaradi tega, da ne bo zgledal pretenciozno. Danes govorimo samo o tem našem programu tukaj. Seveda so se v Sloveniji tudi drugod te vsebine razvijale in predavale tudi na FDV, recimo, kjer sem jaz tudi študirala, so profesorce, tako kot pravi Neva, lahko vnašale določene vsebine v svoje obstoječe programe in predmete. Tako da ena od njih, ko sem malo raziskovala, to mi je rekla, so tiho tapile vsebine v recimo predmete, kot je družina ali pa, ne vem, ekonomske razlike med spoloma ali ne vem, skratka podobne predmete. Tako da ja, seveda tudi drugod so bili 80. leta, že 70. leta, nekatere raziskave prve, ki so se izpeljali, pa tudi se mi zdi, da je bilo tudi na literarni teoriji tudi na drugih oddelkih. Mislim, da je Svetlana Slapšak začela predavati ženske Balkana. Na slavistiki. Na slavistiki, na slavistiki. To je to prvo v bistvu eksplicitno poimenovano predavanje. Skratka, veliko tega je vrvelo okrog. Pa če smem dodati, so se spomnila tudi, ne vem točno, kdaj je to bilo, ampak vsekakor zelo pomembno, da na oddelku za zgodovino so vpeljali žensko zgodovino, zgodovino žensk, kar je izrednega pomena za našo humanistično usmeritev in potem se je še marsikaj iz tega razvilo, ampak morda o tem še več v nadaljevanju. In zdaj imamo mi ta program, se pravi, dejansko so se potem odločile, da imamo narediti pravi podiplomski študijski program. Kaj vas je pravzaprav pri tem vodilo? Kaj ste dali v ospredje? Morali ste se odločiti dejansko med veliko metodami, med veliko vsebinami, čemu dati poudarek. Zdaj, jaz vam tukaj v ozadju, mislim, če lahko delim, imam celo tudi to knjižico, iz takratnega časa, to nam je uspelo najti v arhivu mogoče, predmetnik, če tako pogledamo, ženske študije, feministična teorija, pa potem seveda še več tudi izbirnih predmetov, mogoče res nekaj besed samo o izboru dejanskih predmetov za ta študij. Mogoče Neva? Ne, mislim, v bistvu sta bile dve, kako bi rekla, dvoje meril. Po eni strani je bila, vsaj iz moje strani, želja, da bi se povezovali in tudi koristili tako rekoč tista znanja, ki konkretnemu področju, recimo literarni vedi, manjkajo, torej recimo filozofske in sociološke vsebine po eni strani, po drugi strani pa seveda razdelati in poučevati v smeri razumevanja vpliva feminizma na lastno stroko. Tako da, torej, ta interdisciplinarni pogled, odpiranje navzven, istočasno pa bolj natančno izdelati ta pogled v svoj lastni stroki. Tako, če smem povzeti idejo. Osnovno idejo, ki je stala za tem. Tako, bi hotela katera še kaj dodati? Morda pa je zdaj čas, da povabimo dejansko magistrantke, doktorantke tega programa. Po zbranih podatkih je magistriralo 8 študentk, doktorirale pa 3 študentke. Verjetno jih je bilo še več, kot smo ugotavljali ravno v teh dnevih, tako da morda je to še naloga za prihodnost, da dejansko strnemo enkrat v kakšnem članku, v kakšnem prispevku vse podatke o tem programu in seveda tudi o nastajanju tega programa. Danes je z nami. Ja? Prosim? A smem še nekaj povedati? Seveda.
Torej, mislim, da je zelo bistveno tudi poudariti, zakaj je bil smiseln podiplomski študij in še ne tako direktno na dodiplomskem. Gre namreč za to, vsaj jaz sem vedno ugotavljala, da zavest o feministični problematiki oziroma problematiki žensk, ki peljejo potem v interes za ženske študije in za feministično teorijo, je povezan s tem, da so študentke in študenti že malce izkusili življenje. Zelo mlade študentke in študenti so bili redko kdaj res senzibilizirani na problematiko, prav v našem okolju, ki so imele dostikrat mame z karierami in tako naprej, prav z razliko s starši iz recimo zahodnih držav, kjer so bile velikokrat mame doma. Tako da je bilo zelo smiselno vključiti to na višji stopni, prav zaradi tega, ker tu je življenjska izkušnja tudi izredno pomembna. Tako da jaz mislim, da morda tega nismo prav zavestno naredili, ampak je bilo smiselno. In tudi študentke niso bile samo tiste, ki so bile, oziroma tudi študenti, ki so bili vpisani, ampak so prišle tudi na naša zelo redna in dobro izvedena, če smem tako pohvalno nas pohvaliti, reči na ta predavanja, redna predavanja, tudi izven pač teh rednih vpisov, tako da je prišlo dostikrat potem do zanimivih tudi diskusij. Samo tako, kot medklic. Hvala lepa. Morda je to priložnost, še najprej Eva, potem Milica, potem pa da bomo dali besedo še Poloni Mesec kot bivši magistrantki tega programa. Prosim lepo. Ja, najlepša hvala za besedo. Pravzaprav bi se že prej morala oglasiti in odgovoriti na vprašanje, kako smo sestavljali te učne programe, predmete in predmetna področja. Seveda smo pregledali programe različnih univerz in vseh področij, ki se srečujejo na vsem tistim, o čemer se danes pogovarjamo, in se tudi soočile s problemom poimenovanja, tako imenovan the problem of naming. In tu je treba seveda navesti tako ženske študije kot študije spola, feministično teorijo, zgodovino žensk, feministično literarno teorijo, feministično filozofijo in tako naprej. Tu je niz dilem, o katerih bi lahko še marsikaj povedali, ampak se bom omejila zdaj na to, da smo skratka ravnali v skladu z utečenimi postopki in poskusili upoštevati čim več, kar pa ne pomeni nek eklekticizem, ampak hkrati, bi temu rekla, načrtno razvijanje lastne teoretske tradicije in konceptualizacije in vsega, kar je s tem povezano. In mislim, da, kot sem že omenila, lahko še enkrat posebej poudarim, za naš prostor v ožjem in širšem pomenu je zelo pomembna tradicija kritične teorije, kritičnega preizpraševanja marksizma v času socializma in navezave v tem okviru in tudi pozneje v drugih okvirih navezave na psihoanalizo. In v tem okviru je bila pa tudi vedno prisotna že prej omenjene posebne številke revije problemov in v nadaljevanju kot neka taka stalnica feministična psihoanaliza oziroma feministično preizpraševanje psihoanalize, lahko bi temu danes rekli kritična psihoanaliza in tako naprej, ki ima v teh teoretskih bojih, spopadih, prečiščevanjih, demokratizaciji intelektualnega prostora, mislim, da zelo prominentno mesto. In to je specifika našega prostora. Kar pa zadeva osnovna področja in vsebine pri teh programih in predmetih, pa morda kasneje še kaj več. Če lahko še jaz dodam en drobec, ker zdaj vidimo, da dodajamo vsaka drobec tega, kako je ta program nastal, bi jaz rekla kot precejšnja outsiderka takrat tistega prostora, da smo se zavedali tudi tega, da ne moremo vse same pokriti, pa vse pokriti na filozofski fakulteti in smo se poleg te interdisciplinarnosti, ki jo je omenila Neva, odprle tudi navzven.
in v izvajanju določenih predmetov na naših programih povabile tudi kolegice in kolege, ki so delovali na drugih institucijah. In spet ponavljam, takrat je bilo to mogoče bilo malo bolj odprto vse skupaj, niso bili, ne vem, ali pa sam jaz ne vem, da so bili tako rigorozni standardi, recimo, ne, in pravila vključevanja v študijske programe, takrat še ni bilo NAKVIS-a in tako naprej teh postopkov, tako da je to mogoče bilo lažje. Ampak jaz se spomnim, da so tudi kolegi iz ZRC in kolegice iz ZRC SAZU-ja sodelovali, iz ISH-ja in tako naprej. Skratka, bil je to nek res dober nabor posameznikov, ki so se v našem prostoru ukvarjali z različnimi temami v navezavi na torej feminizem, študije spola, ženske teorije, politično teorijo in podobno. Pravi, šlo za pravi res pretok informacij, znanj, spoznanj in izkušenj, ne bi verjetno lahko rekli, v skladu z nazivom tvojega prvega delovnega mesta, ne, mlada raziskovalka za pretok. Kako pa so se v bistvu počutile dejansko doktorantke, magistrantke tega programa? Nam bo povedala, da je mogoče nekaj besed Polona Mesec. Prosim, lepo. Dober dan, lepo pozdravljeni. Torej, jaz sem Polona Mesec in sem leta 2006 magistrirala na tej smeri ženske študije in feministična teorija. In zdaj, ko poslušam, kako je to nastajalo, ne, ker nisem vedela vseh podrobnosti in ozadij, mi je prav prijetno in moram reči, da jaz sem bila v tistem času zelo povezana z vsemi dogajanji, tudi v 80-ih letih, v začetku 90-ih let na aktivističnem področju, s feminizmom, čeprav vedno bolj kot nekako ne protagonistka v prvih vrstah, ampak vsekakor pa sodelavka. Lahko pa rečem, da me je šele študij, prav ta interdisciplinarni študij, nekako postavil na pot malo bolj resnega feminizma. Jaz takrat v bistvu nisem bila toliko na tekočem, da je to pravzaprav bil prvi tak študij, in sem ga doživljala kot zelo, bom rekla, kot nekaj na pol samoumevnega. Seveda sem vedela, da tega ni veliko, ampak sem rekla, zdaj je to prišlo na univerze, fino, lahko se vpišem. Magisterija nisem šla delati takoj po zaključenem diplomskem študiju, ampak kar precej kasneje. In prej se mi zdi, je že eno sogovornico omenila, da v bistvu sem bila tiste vrste študentka, ki nisem še sicer imela družine, ampak imela sem pa že poklic in sem v bistvu šla študirati ob delu. Ampak in takrat sem dosegla pač ta naziv, naslov mojega magistrskega dela je bil Razsežnost želje na presečiščih psihoanalize, estetike in feministične teorije. Pomen negativnosti, norosti in odsotnosti za žensko, ki želi pisati. Se pravi, nekaj, kar se morda sliši res zelo specifično, in pridobljeni naziv se je glasil, torej Filozofska fakulteta mi podeljuje ob končanem magistrskem študiju znanstveni naslov s področja feministične teorije in filozofije. Moja mentorica je bila profesor doktorica Eva D. Bahovec, somentor je pa bil takrat profesor dr. Leo Kreft. No, ampak spomnim se, zdaj nimam čisto pred seboj teh predmetnika, ampak mislim, da je bilo, da so bili tudi predmeti v tem smislu izbirna poglavja, predvsem se je uporabljala ta beseda feminističen, ženske študije, feministična teorija. To se mi zdi, da je zdaj kar nekoliko zginilo. Namreč govorim zato, ker sem potem spet, ne takoj, ampak po nekaj letih vpisala doktorski študij, ampak to je pa že bilo v letu 2016-17, ko pa ni bilo več tega programa. In moram reči, da, kako bi rekla, da lahko zdaj za nazaj, pač s temi očmi, ko gledam nazaj, vidim, kako je bil takrat ta program pravzaprav res odprt, tako kot sogovornice pravijo. Dejansko si lahko izbirala
individualno, med veliko predmeti, recimo jaz sem imela tako literarno teorijo, izbrano poglavje iz neke feministične literarne teorije, kot recimo pač psihoanalitične, filozofske in tako naprej predmete, ne. Tako da v primerjavi s tem, ko kot doktorska študentka zdaj recimo gledam na to, je dejansko situacija veliko bolj na nek način zaostrena, oziroma, kako bi rekla, ne, tako kot je prej ena izmed profesoric že omenila, ne, je treba nekaj tihotapiti, ne, noter v programe in predmete, no. Hvala zaenkrat. Hvala lepa za ta podroben pogled. Verjetno bi morali ravno vprašanju, kako je iz feminističnih vsebin se danes bolj usmerilo na področje spola, tudi vidimo današnji program, katerega koordinatorica je Milica Antić-Gaber v okviru splošnega interdisciplinarnega doktorskega programa Humanistika in družboslovje, se zdaj ta program imenuje študija spola. Se pravi, dejansko je feminizem kot feminizem se umaknil drugim nastavkom, ampak verjetno, ne vem, če imamo za to čas, da to zdaj nagovorimo, morda bi lahko kakšno besedo povedali. Sicer pa mogoče samo še en glas. Nataša Mojškerc, vi ste tudi magistrirali pri profesorici Antić-Gaber in ste zdaj na Finskem, kjer opravljate doktorat. In opravljate doktorat tudi iz tega področja? Ja, hvala za besedo. Zelo fino je poslušati to debato danes in res me ponese v preteklost. Jaz sem prišla na ta študij iz socialne pedagogike, iz Pedagoške fakultete v Ljubljani, kjer je te teme spola precej podpirala dr. Darja Zorc-Maver in sem se skozi to nekako navdušila in potem, ko sem pri zaključku študija iskala, kaj bi pa zdaj naprej študirala in sem gledala razpise, sem bila čisto paf, da obstaja študij, ženske študije in feministična teorija in sem bila tako navdušena, da sem pohitela z diplomo, da sem se lahko še isto leto vpisala naprej, ker je pisalo, da je razpisano samo vsako drugo leto in me je zelo skrbelo, da bom zamudila. In seveda potem so se odpirali novi svetovi in je bilo res v redu. Jaz sem imela tudi na FDV-ju en izmed predmetov, Tanja Renner je bila takrat profesorica, tako da sem pri njej, nisem delala morda sociologijo družine, nekaj takega. In seveda Milica me je navdušila za spol v politični teoriji in na splošno sem bila, kako bi rekla, me je prijel in me še danes drži. Sem se sicer potem selila na Finsko in sem zaključila študij magistrski leta 2012 nadaljavo. Pred 4 leti sem se pa tukaj vpisala na univerzo v Tampere na Finskem, na Gender Studies in ravno zaključujem doktorat. In v doktoratu tematiziram intersekcionalne dinamike pri delu z žrtvami nasilja v varnih hišah. In lep pozdrav Milici Antić-Gaber, prav lepo videti po dolgem času. Zdaj takole virtualno, a ne? A smem mogoče jaz dodati najprej lep pozdrav vam na sever, na Finsko, vedno so bile te dežele naš zgled. Nenazadnje tudi na področju ženskih študij, študij spola, feministične teorije, zgodovine žensk in vse, kar je s tem povezano. Zelo zanimivo je bilo pri pregledovanju vseh teh programov, ko smo pripravljali naš program, ugotoviti, da v marsikaterem programu, marsikatere univerze, marsikatere evropske države, prvenstveno smo to gledali, so bili dokaj poenoteni učni načrti in tudi osnovna študijska literatura, ki prihaja prvenstveno iz anglosaksonskega prostora, se pravi, kakor da je
anglo-ameriški feminizem nasploh. Medtem ko v severnoevropskih državah, in po teh smo se seveda bolje in bolj skladovali, so pa imeli ne samo veliko prevedenega, ampak tudi zelo veliko lastne produkcije, ki ni bila tako specifično vezana na nek prostor, ampak bolj na neko teoretsko ozadje, intelektualno klimo, geoženske študije v dobrem pomenu besede. Bi pa dodala, da se pa potem, ko je ta program presahnil, ne vem, če je smiselno zdaj o tem. Ja, v bistvu že bi pa vsekakor dodala to, da v današnjem času seveda imamo polno feminizma vse naokoli. Jaz mislim, da morda, kar zadeva filozofijo, psihoanalizo in tako naprej, še več kot takrat, je pa to stalna dilema, o čemer bo verjetno tudi Neva več povedala v nadaljevanju, ali izločiti to področje kot posebno področje študija in raziskovanja ali pa integrirati v osnovne discipline. In tu smo na področju filozofije in psihoanalize zdaj morda bolj v tej fazi integriranja, ki pa ni več tihotapljenje. Mi imamo na okviru doktorskega študija psihoanalize, recimo, mislim, da sta tu Sabina pa Dali, ki lahko še kaj dodata, izrazito feministično usmerjene doktorske dizertacije in raziskovanja. Tako da z tega vidika smo lahko zelo veseli. Bi bilo pa smiselno razmišljati o tem, kar ste že vse tudi načele v vaših diskusijah, kako z samim poimenovanjem naprej. Jaz bi vendarle pledirala, da ne bi feministične teorije in ženskih študij in zgodovine žensk, morda se bo še kolegica Selišnik z oddelka za zgodovino, ki je vključila v to razpravo, da ne bi vsega tega zamenjali s spolom. Da ohranimo vsa ta poimenovanja, vsa ta področja, vse te različne teoretske pristope in še naprej poskušamo delovati v tej smeri, kaj ne rečem, uveljavljanja same besede feminizem, seveda pa v drugačnem smislu, kot veste, definirana beseda feminizem v slovarju slovenskega knjižnega jezika, ker piše, da poleg tega, da je boj za enakost žensk z moškim, je še marsikaj več kot to, ampak da feminizem v slovenščini pomeni pojavljanje ženskih lastnosti pri moških, naprimer, poznamo iz zgodovine feminizma, naprimer pri evnuhih. In to je tako že več desetletij. Se opravičujem, sem morala dodati to cvetko našega, sicer zelo razvitega in poglobljenega in še kakšnega prostora. Morda res, smem prositi Sabino ali Dali, če bi še kaj dodali tu, kot zdajšnje študentke doktorskega študija. Ste z nami? Dali, Sabina? Ja, pozdravljeni. Jaz bi mogoče, pozdravljeni vsem, lep pozdrav vsem. Mogoče bi tudi dodala, da dejansko tudi zdaj, kot je rekla profesorica Bahovec, študij omogoča kar nekaj, oziroma kar veliko odprtosti, in da lahko integriramo, bolj ali manj tihotapimo, pa res mislim, da ne tihotapimo, v ta študij teoretske psihoanalize. Čeprav je res tako zanimivo poslušati vas vse res takim spoštovanjem, kako se to postavlja, ta program in zasnovali. Tako da po eni strani je tudi meni kar žal, da ni več tudi tega, ampak po drugi strani pa ne pogrešam, mogoče tako, kot je rekla kolegica Polona, ne pogrešam tega, da ne bi zdaj tudi omogočal teh feminističnih tem. Mogoče gre za to, ker sem si sama eno tako zbrala, samo to lahko povem, da bom nekako se vrnila na začetek psihoanalize oziroma k njenemu rojstvu, k histeriji. Histerijo pa, se veste, v feminizmu itak obravnavamo oziroma razumemo kot nek upor, kot odpor nekim tem patriarhalnim normam, zakonom, skratka, tej patriarhalni strukturi. Tako da, jaz mislim, da je tukaj tudi dosti prostora, k sreči imamo odprte profesorje oziroma profesorico, mentorico, tako da ni problema res tudi tukaj s feminizmom, povezovati psihoanalizo. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj smo dejansko že načeli to področje, glede na to, da se je ta program, doktorski program, z novo bolonjsko reformo dejansko ukinil kot tak, ukinila so tudi vrsta habilitacijskih področij, so se pa te vsebine seveda prenesle na malodane vse discipline,
tudi na Filozofski fakulteti. Milica, ti si že prej dvignila roko, mislim tudi s tem področjem se veliko ukvarjaš, tudi raziskuješ dejansko pojavnost teh vsebin tudi v okviru drugih predmetov, ki so drugače poimenovani tudi se pravi, tudi na drugih oddelkih Filozofske fakultete, pa te vabim k besedi. Hvala lepa. Jaz bi res rada malo reklame naredila za ta naš študijski program Študij spola, ker ni tako zelo zaprt in bom to poskušala zdaj prikazati. Ne? Upam, da mi boste verjeli, če ne boste pa pogledali v program. Ta študijski program Študij spola je interdisciplinaren. Ustanovili smo ga FDV in Filozofska fakulteta, ampak v tem času se nam je zdaj pridružilo še cele vrste drugih fakultet. Tudi Fakulteta za socialno delo, AGRFT, zdaj bom sigurno spustila še koga. Skratka, ne samo zaradi tega, ampak tudi zaradi tega, ker je predmetnik koncipiran tako, da ima dva temeljna predmeta, kjer je pa več nosilk in izvajalk in izvajalcev iz vseh teh fakultet, ki lahko prilagajajo vsebino, recimo dveh temeljnih predmetov, ki sta epistemologija spola pa metodologija spola, študiju oziroma usmeritvi doktorske disertacije, ki jo študentka prijavi. Skratka, tu je veliko prostora. Če bi prijavil nekdo temo, ki se navezuje na filozofsko predmetno področje, bi bila lahko nosilka predmeta kolegica Bahovec in tudi kakšen izbirni predmet oziroma doktorski seminar bi se lahko navezoval na to predmetno področje. Če bi bila to vsebine, ki bi se na literarno teorijo navezovala, bi lahko bila recimo Irena mentorica in bi se odpirala. Skratka, hočem povedati, da možnosti so. Sem pa nekaj drugega jaz ugotovila, ko sem se pogovarjala z bodočimi študentkami na doktorskem študiju, kaj bodo opisale. A bodo opisale program Študij spola ali sociologijo kulture, na primer. In dostikrat je bila racionalna izbira njihova, da raje sociologijo kulture, ker je manj zaznamovana, ker so večje možnosti, ker mi nimamo habilitacijskega področja, ker razpisov za doktorate za področje študij spola tako rekoč sploh ne poznamo in tako naprej. Tako da bom rekla, da je bolj na delu to, kot pa nezmožnost, da bi se ta študijski program odpiral na področja, ki jih pokriva klasična feministična teorija ali pa ženske študije ali pa predmetnim področjem, ki jih pokrivajo vse te fakultete, ki so povezane v tem študiju. Tako da vsekakor možnosti so, no, to sem hotela poudariti. Točno to, ja, če smem neposredno nadaljevati, gre za to, da vse te možnosti imamo in mislim, da je prav, da imamo veliko oziroma več programov in vse te programe vključujemo feministično perspektivo in vidik spola, hkrati pa se mi zdi pomembno, da, ja, Milica, to, kar si ravnokar povedala, ne, da je problem poimenovanja hkrati tudi praktični problem, ne samo problem teoretskega ozadja in širine, ki se mi zdi, da je to vsekakor, kaj ne rečem, prisotna. Ne. Spomnim se, mi na tem programu imamo 3 končalne doktorante. Ena je kolegica Katja Mehurko-Poniš pri Nevi, pri tebi končala, ena najbolj uveljavljenih raziskovalk na področju feministične literarne teorije in slavistike in tako naprej. In je tudi zelo lepo pozdravlja, žal se danes ni mogla udeležiti tega pogovora, to sem medklic. Ja, vsekakor. Hotela sem pa omeniti še 2 drugi sta, ki sta pri meni delali. Eno od teh je bila kolegica Alja Adam, tudi izvrstna doktorska disertacija, tudi zelo aktivna na področju literarnega ustvarjanja, literarne teorije, feministične teorije, organizacije najrazličnejših delavnic za otroke in tako naprej in tako dalje. Ampak se pa spomnim, to je zdaj za ilustracijo, Milica, od tega, kar si povedala, ne, da se je obrnila name Alja več let potem, ko je končala ta študij in je rekla, veste, jaz imam pa problem
pri konkuriranju za tako ali drugačno službo, zaradi tega, ker piše feministična teorija v mojem doktoratu. Tako da to je zdaj nek dvorezen meč, ki ga moramo zdaj skupaj rešiti in se vprašati, če se bomo na osnovi tega današnjega pogovora odločili za uvedbo novega programa ali pa na Filozofski fakulteti recimo za revijo za področja zgodovine žensk, feministične teorije, študij spola ali kaj takega, ne? Zato imamo vendarle vsaj še 5 minut, upam. Imamo nekaj minut. Mislim, da je tudi pomembno, da dejansko postavimo kot končno dejansko mogoče zadnje vprašanje, kakšna je res prihodnost feminizma. Verjetno na to vprašanje se da ne bomo mogli odgovoriti, morda pa toliko, koliko je pojem feminizma aktualen, oziroma kaj mogoče je naša vizija, se pravi, kaj lahko z njim storimo, da prevrednotimo vrednote, oziroma da morda damo drugačen predznak, ker ali imamo občutek, da je dejansko v našem prostoru feminizem ima nek negativni predznak, ampak Neva, ti imaš pa drugačno izkušnjo. Res je, torej, me slišite? Slišimo. Ja. Moja izkušnja je ta, da ugotavljam skoraj nasprotno, ne samo, da postaja feminizem sprejemljiv, torej izraz feminizem sprejemljiv, ne tako negativno obeležen, kot je bil to desetletja, ampak da postane to skoraj da mainstreamovski izraz, seveda spet tukaj gledam na ZDA recimo, kjer se mlade pevke proglašajo kot feministke, ampak mislim, da tukaj je treba potem tudi razmisliti, da tukaj gre za neko drugačen pogled na to, kaj feminizem pomeni in kaj ta izraz pravzaprav kot stališče izraža. Tako da to bi bilo tudi zanimivo. Ja, brala sem recimo v enem res takem časopisu, zastonkarskem časopisu, da v Švici se 61% deklet se imajo za feministke, kar se mi je zdelo zelo nenavadno, posebno v Švici, glede na to, da letos praznujejo 50 let, odkar smejo voliti. Tako da je to neko tako nasprotje. Mislim, da je treba tukaj sploh ta razvoj spremljati in da gre v zanimive, torej v eno zanimivo smer. Čisto kratka replika na ta feminizem, ta 61%. Mislim, da gre za zelo specifično razumevanje besede feminizem, morda tudi za nepoznavanje zgodovine feminizma, zgodovine žensk in širšega konteksta. In morda pa zdaj lahko res popravim to definicijo iz slovarja slovenskega knjižnega jezika, ne? Pojavljanje, feminizem v tem pomenu, Neva, mislim, da bolj pomeni pojavljanje ženskih lastnosti pri ženskih. Se pravi, poudarjanje svoje lastne ženskosti. Spomnim se v našem prostoru, ja, se to pojavlja, ta ideja, ne? In potem mi začejo pripovedati, kakšna težka feministka pa je Beyoncé in ne vem še katera pop zvezda, ne? Tu je nek miselni preskok, ki se mi zdi pravzaprav nevaren. Ista beseda, drugi pomen, popolnoma drug pojem in nikakršne zgodovine, ki bi bila s tem povezana. Zato bi še enkrat pledirala, če se morda vendarle še na to zgodovinsko dimenzijo opremo, pa če smem tudi nekako pozvati k sodelovanju, kaj ne rečem, moške podpornike feminizma, naših programov, naših raziskovalnih načrtov in tako naprej. Vidim, da je med nami tudi kolega Gregor Moder, ki ustanavlja raziskovalni center na oddelku za filozofijo in sploh ni trnil z očesom, ko smo predlagali 40% kvote. Pa ne vem, Gregor, a ste morda tu ali... Bravo. Moški podporniki, kako že obzirja. Jaz z veseljem, ja, živijo Irena, ful vas je vse lepo videti in slišati, tako da samo všesa so me. Ne vem, zakaj bi moral trzniti. Jaz imam doma hčerko, ki bo verjetno nekoč šla na univerzo,
Tako da jaz bi rekel, da gledam na to stvar zelo praktično in sebično. Pač hočem, da odraste v normalni družbi, kjer pač so kvote na nek način stvar preteklosti. Ker smo včasih morali razmišljati o tem, zato da bomo lahko pač za svoje hčerke uredili normalen svet. Ampak ja, upam, da pri njej to ne bo več vprašanje. Dobro, kaj potem lahko predlagamo? Kakšna je zdaj vizija? Če govorimo... Jaz bi vendar nekaj rekla še, ne vem, v obrambo mlajših generacij, mojih študentk in študentov. Ja, misliš, te, ki so zdaj to speljale, to akcijo z nasiljem? Ne. Jaz mislim, da je pri mlajših generacijah različnih študentk na različnih fakultetah, od socialnega dela do prava in ne vem, kje še vse, je nek drug val, bi rekla, feminizma nastopil. Jaz v njihovih, bi rekla, nastopih v javnosti, v zahtevah, recimo zdaj, da morajo študentke in študenti biti informirani o volitvah, rektorskih volitvah, recimo, o tem, kaj se v svetu dogaja, oglašajo se, pišejo, organizirajo različne skupine, a ne? Ki se ukvarjajo z različnimi tematikami. Se mi zdi, da je tukaj nek potencial in da je tukaj neko drugačno razumevanje feminizma, čeprav ne vidim v njihovih naslovih, recimo, da bi bile to feministične skupine, ampak neke druge, ampak recimo, ne vem, 8. marec vsaj konotira, če ne drugega, na to feministično perspektivo. Se mi zdi, da je to nek nov val mladih, nadebudnih, bom rekla, ozaveščenih, aktivnih, mlajših žensk in tudi moških, tudi kolegi nekateri jih podpirajo in so z njimi aktivni. Tako da se mi zdi, da je nek potencial prisoten. To zagotovo, ja, če smem dodati, ne. Upam, da to, kar sem prej pripomnila, ni bilo razumljeno v tej smeri, da zdaj Milica si mora tako intervenirati. Seveda imamo zelo veliko najrazličnejše usmerjenih feminističnih pripadnic vseh generacij. Jaz bi raje kot o enem feminizmu govorila o večjih feminizmih in veliko raje kot o prvem in drugem valu ali pa novem feminizmu ali kaj takega, o proliferaciji, o neki celi paleti, o nekem celem diapazonu. Zelo nevarno je to poimenovanje novo, mlado, ker to avtomatično pomeni, da je to nekaj boljšega, da je to nek napredek, ne? In tu seveda se moramo spomniti kritike razsvetljenstva in vsega, kar je s tem povezano. Ampak je cel diapazon je od tega, da zagovarjajo Beyoncé, do tega, kot si Milica omenila, da se zelo opirajo bolj kot na neko širšo feministično teorijo in morda širšo humanistično zgodovino žensk in tako naprej ozadje na teorijo socialnega dela. Kar je tudi zelo pomembno je, da imamo tudi to. Če bi se pa zgodilo, da bi to prevladalo, ne, in da bi ta diskurs v javnem prostoru, ki se ukvarja z ženskami kot žrtvami nasilja in tako naprej, nekako pogoltnil vse ostalo, ne, če bi mi na tem ozadju potem manj se ukvarjali z branjem Virginie Woolf, ne, ker načrtujemo in iz tega izpeljevale odpiranje prostora tudi na strani mišljenja, odpiranja mišljenja, intelektualnega prostora, ker to je primarno področje našega aktivizma. Potem bi pa tu lahko naleteli na probleme, ampak sem prepričana, da se bo vse lepo uredilo. Hvala lepa. Hvala lepa za to. Jaz mislim, da je to zelo dobra iztočnica, morda tudi za prihodnost. Konec koncev od nas verjetno nihče ne pričakuje zdaj končnih odgovorov na vprašanja, ki smo jih zastavili. Šlo je dejansko za to, da bi v tem pogovoru osvetlili četrt stoletja dogajanja, pa morda še malo več kot četrt stoletja, se pravi dejansko, kaj je pripeljalo do tega, da je pred četrt stoletja nastal ta študijski program. In pa seveda nagovorili smo tudi vprašanje, ali danes še potrebujemo tako eksplicitno imenovane vsebine, ali je dovolj, da se te vsebine
komponirajo, integrirajo v druge predmete, v druge discipline. Mislim, da bi lahko, glede na to, kaj smo povedali, rekli, da potrebujemo oboje. Se pravi, potrebujemo tako po eni strani vključevanje avtoric, avtorjev, akterjev, akterk iz zgodovine v siceršnje zgodovine, se pravi, da ne pišemo nujno vedno samo posebej zgodovino žensk, zgodovino moških, ampak da seveda potrebujemo zaenkrat tudi to drugo plat, se pravi, da opozarjamo na zgodovino žensk, da opozarjamo se pravi tudi na prakse, ki so se pojavljala, na to ozaveščanje, ki je seveda tudi danes tako zelo pomembno. In zagotovo je ta generacija, jaz se tudi vidim, je misleča generacija, tudi pripravljena marsikaj narediti, angažirana generacija, ki bo tudi te misli, verjamem, peljala naprej. Mi pa smo rekli, da se ne bomo na tej točki ustavili, ampak bomo tudi v prihodnosti tudi negovali tradicijo. Ugotovili smo, čez 5 dni bi bila obletnica Virginia Woolf, o njeni lastni sobi smo že nekaj povedali. Mislim, da je to tekst, ki je zagotovo aktualen danes in bo aktualen tudi še naslednjih 100 let. Pa zagotovo se odpira še mnogo branja, ki bi ga lahko razstrli, o katerem bi lahko še razpravljali. Če bi kdo hotel povedati, prihodnost je feministična ali pa je ne bo, mogoče damo besedo še tako, še vprašanje. Tako. Jaz sem hotela zdaj nekako uradno zaključiti, tako da tisti, ki so računali na dobro uro, se lahko poslovijo. Vsekakor pa odpiram diskusijo, odpiram oder za vprašanja iz publike. Ni nujno vprašanje, lahko tudi komentarje, dodatke. A lahko jaz prebijem led z enim vprašanjem? Sicer zdaj ste tako optimistično končali, da ne vem, če bi šel s tem vprašanjem to, kar me muči, ampak bom vendarle zastavil. Najprej hvala za to razpravo. Profesor Mladen Dolar je na tem prvem televizijskem intervjuju pred parimi dnevi rekel, da se ne smemo prepustiti nostalgiji, da takrat, ko se je z nami konec, ampak ne morem čisto mimo nostalgije, ko poslušam o teh začetkih ženskih študij in feministične teorije na Filozofski fakulteti. Hvala za opravljeno delo in za to, da se te stvari peljajo naprej. Moja skrb oziroma moje vprašanje pa je povezano z nečem, kar se dogaja v soseščini in ni tako daleč, kot se mogoče zdi. 2017-2018 smo spremljali zgodbo na Madžarskem, kjer so študiji spolov, gender studies, izgubili akreditacijo. Kot študijski program jih na Madžarskem ne izvajajo več, zaradi tega, ker na trgu dela domnevno ni dela za takšen kader, to je bil uraden razlog, pa tudi zaradi tega, ker študiji spolov naj ne bi bili skladni z moralo in kulturo Madžarske. Na Poljskem v istem času nastane pobuda, da se iz njihovega SIKRIS-a, ne vem, kako se imenuje, črtajo vse znanstvene objave povezane s spolom, češ da je to neznanstveno delo. Pa da ne naštevam naprej, podobna pobuda je obstajala ali pa obstaja v Braziliji, Bolsonaro, njihov predsednik to reproducira in tako naprej in verjetno še marsikje drugje. In tudi verjetno v Sloveniji ne tako eksplicitno, ampak vendarle obstajajo kakšne take pobude. Moje vprašanje vsem trem razpravljavkam je, kako vidijo zdaj 20-30 let potem, ko so te študiji vstopili, recimo v Sloveniji na univerzo, to dogajanje in ali je možno, da se tudi pri nas kaj takega zgodi oziroma kako se temu lahko izognemo. Vem, da je to malo vprašanje za $1 milijon, ampak vseeno. Pomembno vprašanje. Se lahko jaz ob tem $1 milijon javim. Mogoče najprej najlepša hvala za vsa ta vprašanja in vse te možnosti. Meni je prišlo na misel ob tem, kako se študija spolov in tako imenovana teorija spolov ukinja po raznih univerzah. To je katastrofa.
na Madžarskem, na Hrvaškem in tako naprej. To je seveda enkratna katastrofa. Je pa tudi res, da nimamo predmetov, vsaj kolikor imam jaz pregleda, nimamo predmetov feminizem, feministična teorija, ker sem prepričana, da bi se to še bolj črtalo, oziroma bi bilo že zdavnaj takole prečrtano, ne, in raztrgano in tako naprej. Ampak širši problem, ki je povezan s tem, tudi s tem teoretskim ozadjem, o katerem sem govorila, z našim teoretskim prostorom, skupnim intelektualnim prostorom, širšim prostorom, pa je, da se pri nas veliko govori, ne vem, če ste zasledili, tudi televizijske oddaje so bili o tem, mislim, da je novinarka Špela Kožar o tem delala, kako nevaren je kulturni marksizem. Kulturni marksizem kot nadaljevalec tistega prejšnjega marksizma, ne, tisti, ki so zagovarjali proletarsko revolucijo, so se zdaj poskrili, ne, potihotapili so se po univerzah in so tam profesorji kulturnega marksizma. Ne. Si lahko predstavljate, da jaz, ki sem v letošnjem letu peljala na filozofiji predmet marksizem in kritična teorija, temu še toliko bolj sledim, ker sem prepričana, da to je neko novo, kaj ne rečem, sidrišče nekih napadov. Ne. In verjetno bi zatem, da se počisti s kulturnim marksizmom, bi se počistila hkrati tudi, sem prepričana, študijami spolov, ker so na podoben način trn v peti marsikomu. Ne. Milica? Težko je odgovarjati na vprašanje za $1 milijon. Saj že več, Milica, je več kot milijon. Ampak ja, v bistvu je ta trend prisoten tudi v prostorih, kjer je to manj vidno, kot je vidno recimo na Madžarskem, Poljskem in kje drugje. V vzhodni Evropi vidno je skozi to neoliberalno logiko, da pač ni denarja, da to niso študiji, ki bi bili profitabilni, kjer bi se študenti in študentke zaposlovali in tako naprej, kjer se ne vlaga v kader. Ne. Cela vrsta razlogov je zadaj, da se ukinjajo bodisi predmeti, bodisi celi programi. Ne. To je ena stvar in ta nas lahko seveda skrbi. Druga stvar je pa ta, da se pravzaprav tudi mi oziroma mi same na nek način uklanjamo nekim takim pritiskom, bi rekla takim mehkim pritiskom, a ne, zaradi, ne vem, pomanjkanja sredstev ali pa ne dovolj velikega števila vpisanih študentk in študentov in tako naprej. Ne. Tako da recimo vem, da na eni od fakulteti, ne bom zdaj imenovala, je bil ukinjen nek tak program na drugi stopnji, mi pri nas na našem oddelku nimamo smeri recimo in tako naprej. Skratka, se tudi potihem dogajajo te spremembe, ki recimo meni niso najbolj všeč. Ne. Tako da najbrž res nismo v nekih perspektivnih časih, tako kot so bili 90. leta, za odpiranje nekih teh tematik in prostorov. Se bojim. Ampak obenem so pa seveda takšna dogajanja v teh državah dovolj velik opomin, tako da smo verjetno, je pomembno, da smo še toliko bolj senzibilni za to, ne? Ker kot sama praviš, ne, mimogrede se stvari nekako zgodijo, ne, tudi po neki bolj mehki poti in potem nekega dne ugotoviš, aha, kje pa smo, ne, kaj pa še imamo. Ja. In zato bi jaz tukaj izkoristila to priložnost, ker imamo tukaj dekana in imamo tukaj Evo Bahovec, ki je pravzaprav predlagala to, zdaj bom vzela besedo, ampak ki bo potem tudi dala, da nadaljuje sama. V okviru načrta enakosti spolov nastaja tudi ena iniciativa, da bi začeli z nekimi, nadaljevali, pravzaprav ne začeli, ne, z nekimi takimi, bom rekla, notranjimi akcijami nabiranja predmetov, ki se dogaja na različnih oddelkih in ponudili to bodisi kot neko feministično košarico ali pa vse te imena bi lahko dali ženske študije, feministične teorije, študije spola, ne, košarico predmetov, iz katerih bi lahko študentke in študenti na različnih programih in predmetih izbirali iz te košarice.
ali pa celo predlagali kaj več iz tega. Ampak se mi zdi, da že ta začetek bi bil zelo, zelo fajn, ker vidimo, da je interesa med študentkami in študenti po teh vsebinah. Eva, izvoli, sem ti vzela en del besede. Ne, najlepša hvala, Milica. Upam, da jaz nisem tebi. Gre za pravzaprav zelo konkretno iniciativo, pri kateri je sodelovalo več doktorskih študentov in študentk, Katja Čičigoj, Polona Mesec, Izidor Barši, Jasmina Šepetavc in Pija Brezavšček. In smo že začeli pripravljati več predmetov za tako imenovano, poimenovali smo to feministična košarica v več pomenih besede, in smo potem to predstavili na fakultetnem posvetovanju o poslanstvu Filozofske fakultete. Od takrat naprej pa, se veste, vsaka je zaposlena na tolikih koncih, da je nekako ta iniciativa zamrla, če je pa zdaj možnost nadaljevati tako s feministično košarico kot z drugimi formami ponudbe različnih predmetov z tega področja, ne glede na to, ali se imenujejo feministični ali spol ali ženske, bi bilo pa to še toliko bolje. Verjetno moramo vzporedno delati eno, drugo in tretje. Jaz bi morda vendarle vztrajala tudi pri tej besedi feministična teorija. Hkrati sem pa tu v zelo resni dilemi in niham. Nekaj časa se mi zdi da, nekaj časa ne. Morda, je res, da moramo vztrajati pri tistem, v zvezi s čimer so odpori največji, in če rečem jaz feminizem, so odpori, tako se začnejo prestavljati na sedežih večji, kot če rečem spol. Z tega vidika bi rekla, da to ohranimo. In na drugi strani je res vprašanje, Milica, kot si rekla, kot je tudi gospod Dokan povedal, smo v nekih časih nekega backlasha, tako na področju feminizma kot študij spola, kot tudi omenjenega kulturnega marksizma. Tu ne gre samo za mehko omejevanje, to gre za direktno, trdo, po mojem, bi se utegnilo zgoditi, če bi se zelo zaostrovalo, da bodo profesorji izgubljali mesta na univerzi. Tako da je tu res treba nekako nadaljevati med silo in karibdo in narediti vse, kar je mogoče v tem trenutku, potem, kaj bo po nadaljevanju, tisto pa prepustimo vedeževalkam, ali kako. Če jaz prav razumem, dekan, tudi spol ni ravno neka nalepka, ki bi imela kakšno prav pozitivno konotacijo v zadnjih letih. A je morda celo spol, beseda spol trenutno najbolj na udaru? Mogoče teorija spola je to. Teorija spola, ker nekateri ne razumejo teorije, pa teorija spola pa. Anekdota z današnjega sestanka, ki sem ga omenil uvodoma na ministrstvu, kjer zdaj pripravljajo neko raziskavo o pojavnosti spolnega nadlegovanja ali pa spolnega nasilja v akademskem prostoru. Navodilo je bilo z pozicije moči, da naj ta raziskava bo narejena, ampak da naj se nikar ne ukvarjamo v okviru te raziskave s teorijo spola in tudi s položajem žensk v akademskem prostoru. Ne bom komentiral, samo to je bilo rečeno. To je čisto res, dokumentirano ali... Sem bil na tem sestanku. Dobro vedeti. Slabo se naučiti. Nenavadno, da se z nekim področjem, ki je zelo pomembno za naš prostor, ta hip naj ne bi ukvarjali strokovnjaki za to področje. Kdo pa potem? Ja, mislim, da je intenca jasna. Dobro. Ali imamo še kakšno vprašanje, komentar, dopolnitev? Pripombo? Ne? Neva. Na mute si. Odmutati se moraš? Neva. Ne slišimo. Ne slišimo te? Irena, mogoče ti lahko odmutaš jo? Jaz probavam, pa ne moram. Jaz lahko samo ask to unmute. Ask. Sem že večkrat
Me slišite? Ja, zdaj Ja, pa. zdaj pa ja. Prvič se moram opravičiti, ker v bistvu nisem slišala Eve kar 5 minut, mislim, kar nekaj časa. Je kar zmrznilo in ne vem potem, kako se je razvijala zadeva. Ampak nekako tako malo zdaj gledam iz pozicije človeka, ki je v penziji in imam neko distanco tudi konkretno, se vseeno malce čudim, kaj se tukaj zdaj očitno dogaja. Jaz v izven slovenskem prostoru nimam občutka takega negativnega stanja. To stanje je seveda tudi povezano s nekim problemom vztrajanja pri demokratizaciji, torej je širši problem pravzaprav. Vsaj tako jaz razumem. Ampak vidim pa tudi cel kup možnosti razširjanja našega področja na kulture, ki jih do zdaj sploh nismo zaznavali. Recimo problematika feminizma, kako je se znašla v delih temnopoltih avtoric, ki postajajo res izredno močni glasovi in ne samo, in tudi tako recimo iz Afrike, kot tudi iz Velike Britanije in tako naprej. Seveda azijske, indijski glasovi. Tako da nekako vas vidim zelo to zaskrbljeni v tem ozkem prostoru in je mogoče navezava, bi bila mogoče odpiranje, navezave, povezave bi bile potrebne. Res tako, prav žalostna sem, ko vas razumem v tej vaši skrbi, ampak se mi zdi, da problemi, torej, s katerimi se ukvarjamo, feminizma, ženskih študij spolov, so tako široka, da se jih morda da utišati za kratek čas, ampak vedno znova bojo postali pomembni. Tako da tukaj ena perspektiva absolutno je in v to perspektivo je treba iti prav zaradi tega, če se take stvari, kot jih recimo naš dekan zdaj nam razlaga, dogajajo. Tako da je treba vztrajati naprej. Oprostite temu tako enostavnemu, ampak res je treba delati v to smer pač vedno naprej. Nikoli, moja generacija, jaz sem res tista generacija, ki je živela s razvojem feminizma in je tudi, kako bi rekla, kot človeku zelo veliko pomenila in pomeni. Sem mislila, da bomo prišli do ene točke, kjer ne bo treba več iti naprej. Ampak ugotavljaš, da vedno znova je treba za stvari se boriti, no. In da se to ne neha. In so drugačne konstelacije, ki zahtevajo drugačne pristope. Ampak to pomeni tudi, da imamo vedno delo. Dovoliš, ko si ravno omenila afriške pisateljice, začeli smo danes z žalostno novico o smrti prve rektorice Andreje Kocijančič. Danes berem v delu novičko, da je umrla pisateljica Nawal El-Saadawi, egipčanska pisateljica, aktivistka, zelo pomembna, znana. In rekla je naslednje. Rekli so, da sem divja in nevarna ženska. In odvrnila sem jim, govorim resnico. In resnica je divja in nevarna. Tako da lahko bi rekli, gremo naprej, pa če tudi bo kdaj boleče, pa če tudi bo kdaj nevarno. Lahko še en citat prispevam, ki je zelo podoben temu. Prosim lepo. Iz knjige Bell Hooks, Naša pozicija razred je pomemben, pravi takole. Edine spoštovanja vredne ženske, ki so v naših skupnostih živele same, so bile šolske učiteljice. Od njih ni nihče pričakoval, da se bodo poročile. Navsezadnje so to bile ženske, ki so dale razmišljanju prednost pred stvarmi. Izbrale so si položaj, ki si jih ne bi zaželel noben moški. Žensk, ki mislijo. Lahko še jaz dodam en citat? Prosim.
Točno v tem duhu upam, no. In sicer Simone de Beauvoir, veste, da je bila zelo kontroverzna avtorica, še vedno ji ne pripada v učnem načrtu filozofije mesto, ki bi ji moralo pripadati. In ko je François Mauriac, zelo znana oseba francoskega življenja, intelektualnega tistega časa, rekel, to govorite, to pišete zato, ker ste ženska. Se veste, kaj je odgovorila Simone de Beauvoir, ne? Ne, to pravim zaradi tega, ker je to resnica. Morda pa res lahko z besedo resnica sklenemo naš venček današnjega pogovora. Mislim, da je Irena to nameravala. Tako nekako. Mislim, da so to res krasne besede za konec, ki nam bodo dale misliti tudi naprej. Jaz bi se na tem mestu res iz srca zahvalila vsem trem protagonistkam tistega časa, za vse misli, za vse iskrivosti, za vsa spoznanja, za vse ideje za naprej. Zaslužni profesorici dr. Nevi Šlibar, redni profesorici Evi D. Bahovec in redni profesorici Milici Antič Gaber. Zahvalim se seveda tudi našemu dekanu, ki je nas vse skozi spremljal in ki tudi sicer seveda zelo podpira diskusijo o tej tematiki in ne samo diskusijo, ampak tudi pripravljen marsikaj pognati v tek. Zahvalila bi se pa seveda tudi še prav posebej vsem, ki ste sodelovali pri razpravi, ki ste vztrajali do zdaj in ste seveda s svojimi mislimi, komentarji in prisotnostjo obogatili to razpravo, za katero upam in verjamem, da se bo nadaljevala še naprej v takšnih ali drugačnih okvirih. Hvala lepa še enkrat vsem. Hvala, Irena, tebi za vodenje. Hvala tebi in hvala za povabilo. Hvala lepa.